V naslednjih urah se bomo ukvarjali z linearno funkcijo, vendar preden začnemo s tem, bi ponovili malo o koordinatnem sistemu, kako rišemo množice točk in kako sploh poimenujemo različne elemente koordinatnega sistema. Tako da za začetek si bomo narisali kar koordinatni sistem. Torej, v vsakem koordinatnem sistemu potrebujemo abscisno in ordinatno os. Vsako od osi tudi označimo. Abscisna x, ordinatna y. Zelo je pa pomembno, da označimo tudi izhodišče ter enoti tako na abscisni kot na ordinatni osi. Tukaj bom označila kar 1 cm na obeh. Spomnimo se tudi, kako grejo kvadranti, torej prvi, drugi, tretji in četrti kvadrant. In sedaj, ko imamo koordinatni sistem narisan, lahko narišemo že prvo množico točk. Torej, najmanjša množica točk v koordinatnem sistemu je ena sama točka. Točka T ima prvo koordinato x, drugo y, v tem primeru je x 2, y pa 3. Torej, tukaj imamo 2, tukaj 3. Torej, prva nam vedno označuje x, druga y koordinato. Torej, to je zdaj najmanjša množica točk in poglejmo si zdaj, kako bi narisali naprej. Na naslednjem koordinatnem sistemu bom narisala dve množici točk, in sicer premici. Spet si kar narišemo koordinatni sistem. Si kar napišemo, torej premica. Kako je označena premica? Lahko so to torej vse tiste točke, ki ustrezajo nekemu pogoju, kjer je x enak, recimo 2. To pomeni, da gre to za vse točke v ravnini, za katere je abscisa 2. Ordinata pa je katerokoli število. Torej, če pogledamo, katere so tiste točke, ki imajo x 2. Torej, absciso 2. Lahko je ta točka, lahko je ta točka, lahko je ta točka, ta, torej katerakoli tukaj. In ko to povežemo, dobimo torej množico točk, za katere velja, da je x enako 2. Poglejmo si še, kdaj je premica lahko vodoravna. Poglejmo si torej takrat, kadar imamo podan y. Pa naj bo y tukaj recimo -1. Točke, ki imajo y -1, jih označujemo torej na ordinatni osi. In to je zdaj katerakoli točka, lahko je recimo že ta, lahko je pri 1, lahko je pri 2, lahko je pri -4. In ko to zdaj spet vse povežemo, dobimo še eno premico. Ta premica pa je tista, za katero velja, da točke na njej imajo vse ordinato oziroma drugo koordinato -1. Abscisa, torej x, je pa katerokoli število. Lahko je 1, lahko je 2, 3 in tako naprej. Torej, tukaj smo si zdaj pogledali primer, ko je množica točk premica. Dajmo si tukaj narisati zdaj kar dva koordinatna sistema, enega zraven drugega. Tukaj pa bo množica točk polravnina. Torej, lahko si spodaj tudi kar napišemo polravnina. In za to polravnino tukaj, oziroma dajmo najprej označiti koordinatni sistem. Torej, tukaj za prvo polravnino si bomo izbrali množico točk, ki ustreza pogoju x je večji ali enak od -1.
Zdaj, tukaj bomo morali paziti tudi na te znake, ko je enačaj zraven oziroma ko ga ni. Če je enačaj zraven, to pomeni, da so zraven, kot smo imeli prej premico, da je x enak minus 1. Torej si narišemo minus 1. Naredimo tukaj polno črto. In se sedaj odločimo samo, na katero stran obarvamo. Zaradi tega, ker vidimo, da so torej točke, ki ustrezajo temu pogoju, da so večje od minus 1, da imajo absciso večjo od minus 1, vse od te premice naprej. Se pravi, si lahko obarvamo ta del ravnine in dobimo torej prvo polravnino. Poglejmo si še drugi primer. Tukaj pa bomo imeli y, ki so manjši od 2. Torej, zdaj imamo pa y, ki so manjši od 2. To pomeni, da y ni enak 2. In če pogledamo tukaj, torej tukaj bi bil enak 2, ampak ker 2 ni v tej množici točk, moramo narisati samo črtkano črto. Kaj obarvamo? Če so y manjši od 2, pomeni vse dol pod. Če bi bili večji, bi bilo nad. Kako si lahko to zapomnite? Ja, mogoče pri x-ih vse, kar je naprej, je večje, vse, kar je nazaj, je manjše. Pri y-ih vse, kar je gor, je večje, vse, kar je dol, je manjše, kar se mi zdi tudi precej logično. Več težav imajo učenci ponavadi s tem, kdaj je polna črta in kdaj je črtkana. Mislim, da je to predvsem zaradi tega, ker ta enačaj je vizualno podoben črtkanim črtam. In ponavadi se zato lih obrne to. Pa dajte razmišljati tako, če je enako, pomeni, da je to premica. Se spomnimo prvega primera, torej množice točk, ko je bila premica polna črta. Črtkana črta pa ponazarja, da to ni del rešitve. Torej, da to ni del te množice točk. Dobro, to so polravnine. Poglejmo si naprej, recimo, ko imamo pas. Ponovno načrtamo koordinatni sistem. In si poglejmo zdaj to množico točk. Podan imamo pogoj, recimo od minus 2 do recimo 4. Se pravi, vse tiste točke, za katere velja, da je abscisa večja od minus 2 in manjša ali enaka od 4, ker za y nimamo nobenega pogoja, to pomeni, da velja torej za katerikoli y. Pa poglejmo, kaj nastane. Označujemo torej x-e od minus 2 do 4. Kako jih označimo? Pogledamo torej pri minus 2, ni enačaja, torej ni premice, je črtkana črta. Pri x-u je tudi enačaj, to pomeni, da je 4 tudi del rešitve, zato je premica. In kaj je zdaj del rešitve, torej kaj je zdaj ta množica točk? Vse, kar je večje od minus 2, torej naprej od minus 2, in vse, kar je manjše ali enako 4. Torej lahko obarvamo ta del in temu torej rečemo pas. Lahko bi že prej zapisala, da je pas v taki obliki. Lahko dobimo tudi samo del pasu. To si bomo pogledali zdaj v naslednjem primeru. Si kar naredimo nov koordinatni sistem. Del pasu dobimo takrat, kadar imamo definiran tako x kot y. Naprimer, naj velja,
da x-i ležijo med 0 in 3, y-i pa naj ležijo med -1, torej y in 2. Spet narišemo vsako mejo posebej. Najprej si pogledamo, zdaj bom vse s svinčnikom načrtovala in samo rešitev obarvala s flomastrom. Pogledamo si torej najprej, kdaj je x večji ali enak 0. Torej imamo ničlo, imamo tukaj, torej zdaj samo poudarimo to os. In trojko še narišemo. Ampak tukaj je manjše od 3, zato samo črtkano črto. Torej del rešitve bi bil ta pas tukaj. Ampak počakamo, pogledamo še za y. Sicer lahko si tudi narahlo obarvate, tako da se ne boste zmedli, kje je prvi del rešitve. Za drugi pa pogledamo, y je -1 in -1 ni vključen zraven, zato naredimo črtkano črto. Ter manjši od 2 in 2 je tudi vključena zraven, torej naredimo polno črto. In zdaj, tukaj bi zdaj drugi pas lahko označili torej tukaj, ne? Vse, kar je večje od -1 in manjše od 2. In kjer se ta dva pasova prekrijeta, imamo množico rešitev. Če zdaj to še obarvam, imam torej tukaj polno črto, tukaj polno črto, tukaj in tukaj pa črtkano. In rešitev je v bistvu ta del. Poglejmo si še dva primera. Ni torej nujno, da je vedno množica točk, da ima prav neko posebno ime. Torej v prvem primeru si pogledamo množico točk, za katero velja, da morajo biti x-i enaki 2. Za y pa velja, da so manjši ali enaki od 3. Torej, x je 2, vemo, da je premica in jo lahko narahlo kar narišemo. Za y je manjši ali enak 3, pa imamo polravnino, ne? Torej, ker je tudi enak, je kar črta. In zdaj en del rešitve je vse dol, drugi del rešitve je pa ta premica. Kjer se to zdaj seka, dobimo v resnici poltrak, ne? Če pogledamo, od tukaj vse navzdol je zdaj rešitev. Torej, v tem primeru smo dobili rešitev poltrak. In še en primer. No, tukaj smo v resnici dobili pravzaprav lepo množico točk. V naslednjem primeru pa bo nič posebej definirano, bo samo del ravnine. Tako. Torej, dajmo si zdaj pogledati. Recimo, da imamo pa tukaj pogoja za množice točk. Vsi x-i, ki so večji od 2. Y-i pa ležijo med -2 in med 3. Torej, x-i, ki so večji od 2, so vsi tisti, torej črtkana črta, nimamo enačaja. Torej, x-i so vsi na tej strani. Y-i pa je pas, ne, ležijo med -2 in 3. Torej, tudi tukaj je vse črtkano, nobenega enačaja. Torej, če bi imeli samo to, bi imeli ta pas.
ampak ker imamo dva pogoja, pogledamo, kje se ti pogoji prekrijejo in lahko tudi tukaj poudarimo rešitev. Se pravi, rešitev je ta del ravnine, ki ne doseže teh vrednosti, so pa vse točke tukaj znotraj. Tako, to je bilo nekaj primerov množic točk v ravnini.